Dober večer in dobrodošli v oddaji DM Live. Danes bomo skupaj z vami odgovarjali na večno zimzeleno vprašanje, kako čim bolje obdariti žensko. Naj samo spomnim, da nam bo prihajajoči mesec ponudil kar 2 ženska praznika, dan žena, potem tudi materinski dan in kako prikladno v teh pomladnih mesecih praznuje tudi moja današnja gostja, tako da mogoče kdo od njenih bližnjih dobi tudi kakšno konkretno idejo, kaj podariti. Ana Marija Mitić, živjo! Dobar dan, lepo pozdravljena, zdaj je že večer. Res je, ampak verjamem, da bova midve danes s tem klepetom tudi na tale večer narisali eno sonce in marsikoga pocrkljali na sveti iz prve roke. Ne samo na sveti, tudi s čisto praktičnimi darili. Prave dame smo vedno na strani praktičnosti in med take sodim tudi sama. Tako da ja, me zelo zanima, kaj mi boš še razodela in pričarala na temle omizju. Jaz se bom kar se da potrudila. Seveda smo tudi danes za vas skrbno izbrali izdelke, ki so lahko, tako kot že rečeno, dobra ideja za obdarovanje vam, drage ženske. Sicer pa verjamem, da se bo kakšna misel ob tem, kaj podariti ženski, razvila tudi ob današnjem pogovoru, kot že prej omenjeno, kar 2 ženska praznika sledita v prihajajočem mesecu in ne nazadnje smo danes tudi z lepimi ugodnostmi poskrbeli za to, da boste lahko nakupovali pametno in preudarno. Ana Marija, kakšna darila ti rada prejmeš? A imaš mogoče kakšen segment daril, za katere pa lahko rečeš, tukaj lepa pri meni ne morajo zgrešiti? Jaz sem v bistvu dokaj enostavna stranka na en način, zaradi tega, ker pa se hitro razveselim. Meni več kot materialne stvari seveda pomenijo tiste, ki se jih ne da kupiti. Zveni morda kot floskula, ampak je srčno res. Največ se mi zdi sploh z leti, ko človek dozoreva, ko pride do določene modrosti, štejejo tiste stvari, ki so v bistvu zelo majhne, ampak presladke. In tu je skupni posvečeni čas, pa kakšna lepa beseda. Pa to, da si znamo stati ob strani, tudi takrat, ko mogoče ni čisto najbolj ugodno, ali pa ko ni praznik temu namenjen, pa ko ni točno tisti čas, ko si namenjamo ta čas. Ampak tako, v bistvu taka neka lepa mini presenečenja, ki pa, če imajo še noto kreativnosti, name res naredijo globok vtis. Zdaj pa z druge strani se lotiva tega. A si pa kdaj dobila kakšno darilo, ki se ga pa nisi najbolj razveselila oziroma je bil dobesedno brca v temo? Seveda, tudi to. In na mojo veliko žalost se je to zgodilo od zelo bližnje osebe. Takrat je kar veljalo, da jaz ne maram preveč rezanega cvetja, ker se mi zdi na en način hudo. Zakaj bi cvetico iz tistega njenega naravnega okolja, kjer najbolje živi, kjer res lahko cveti in doživi vse svoje cikle in potem zopet znova, kar se pomladi dogaja, in nas preseneti in daruje svojo lepoto na večne čase, zakaj bi zdaj izpodrezali in dali v naš okolje, zato da jo mi gledamo za naš užitek, v bistvu gledamo, kako umira. No, pa sem dobila rezano cvetje. In kako si odreagirala? Ja, seveda sem vrhunsko odigrala, da je darilo čisto v redu. Za subtilno oko je bilo jasno, da ni bilo ravno mogoče na pravi strani odločitve, pa vendar, verjamem, da je bilo z lepimi nameni, zato smo pač vsega hvaležni. Ker dobimo, je pa res, da tukaj bi jaz mogoče izkazala malce več spretnosti. Predvsem z raziskovanjem tega, da poskušamo poznati darovanca, tistega, ki mu dajemo darilo, pa na tak način mogoče lahko pridemo do dobre predstave, kaj in kako ga jo razveseliti. Torej, absolutno logično naslednje vprašanje. Kaj pa potem misliš, čim pri izbiri darila zagotovo ne moremo zgrešiti? To darilo ne samo primerno za obdarovanko ali za obdarovanca, temveč da je darilo mogoče tudi malce praktične narave. Če bo to uporabno, potem bo v njemu lahko tisti človek užival še dolgo časa in se s tem spomnil na kakovost našega odnosa. In mislim, da bova kar nekaj praktičnih idej danes nanizali tudi skozi oddajo DM Live. Če vam to ne bo dovolj, se veste, vedno v prodajalnah DM, tam na vas čakajo tudi prijazne drogeristke, ki vam prav tako z veseljem ponudijo kakšen nasvet. So res zelo priročne in prijazne, tako da kar pocukajte jih za rokav. Čeprav sem nekako optimistična, da bova danes tudi midve res zapeljali zadevo v pravo smer, tudi z vašo pomočjo, ne nazadnje smo v živo, kar pomeni, da je klepetalnica že odprta. Dajmo se spet malo pogovoriti, izmenjajmo mnenja, ideje, več glav, več ve, jaz rada rečem. Ne nazadnje pa tudi danes za vas res lepe ugodnosti, tako z vidika točk, kot tudi z vidika lepih daril, ki smo jih pripravili
pripravili za vas torej 15-kratne točke, od danes pa do nedelje prejmete na Donta Dent električne zobne ščetke, 15-kratne točke tudi na vse ogrlice in uhane Ebelin in pa na Latafa parfume in darilne sete, torej na vse omenjene izdelke prejmete 15-kratne točke, seveda v predhodni aktivaciji kuponov, ki vas že čakajo v kupon centru, tako da kar dobrodošli, da jih aktivirate. Če pa ne zdaj, pa absolutno nujno takrat, preden zaključite nakup, da vam bomo lahko vse te omenjene in obljubljene ugodnosti tudi upoštevali. Pa tudi lepa darilca. Ja, vem, Ana Marija to ve, zato ker nas tudi sicer redno spremlja v oddajah DM Life in res se nekako sploh, pa še posebej v tem letu, trudimo za to, da vas crkljamo. Vam bom pokazala, tole je recimo eno od daril, 30 takšnih kremic bomo podarili med vas, to so kreme za roke Afrodita, zelo lepa pozornost za razvajanje, vedno pride prav, mimo grede v soboto 7. marca jih bodo za dan žena delili tudi v vseh prodajalnah DM. Danes pa poleg teh kremic podelimo tudi 5 DM-ovih darilnih kartic, kjer bo naloženih po 50 €, tako da eno tako lepo izhodišče, da si boste lahko priskrbeli ali novo zalogo čistil, make-upa, parfumov, skratka nekaj po vašem okusu in vaših željah. Nagrade bomo izžrebali nekje v roku enega tedna, nagrajenci boste objavljeni na DM-ovi spletni strani, vključeni pa ste v to nagradno igro avtomatsko vsi, ki nas danes spremljate, tako da jaz držim pesti, verjamem, da tudi Ana Marija, ne? Tako, za vse vas, zdaj pa mislim, da je čas, da začneva z današnjo temo. Še prej pa, kako torej, to je filozofsko zdaj, kako torej obdarovati žensko? A bo šlo, ker to je pa res po moje vprašanje za $1 milijon. Kaj bi rekla? Ja, kakor si vzamemo. Lahko je huda zagonetka, lahko pa je seveda stvar zelo, zelo preprosta. Predvsem je pomembno pomisliti, koga obdarujemo in kaj da človek ceni. Nekdo, ki ima rad materialne stvari, se bo zelo, zelo razveselil velikega in obilnega darila. Spet nekdo drugi, ki ceni mogoče kaj bolj metaforičnega, mu tudi lahko podarimo darilo, ampak če ima zadaj kakšno zgodbo. Bistvo je, da damo od sebe nekaj lepega, nekaj, kar bo dobro vplivalo na obdarovanko. In to pri ženskah, ker pa res ponudba neomejena in kar se tiče negovanja naše lepote, in kar se tiče negovanja našega zdravja, in kar se tiče kakšnih čisto priložnostnih, praktičnih darilc, mislim, da pa tukaj res ni več dostop tako zelo omejen, kot je bil v tistih starih časih, ko sem bila jaz še majčkena. Pravi hit med darili za ženske je, mislim, da klasika. Klasiki se z razlogom reče klasika, govorimo namreč o parfumih. Mi da bova kot prvi današnji izdelek predstavili Latafa darilni set, Mayara Collection. Te bom poprosila, da ga dvigneš, da bodo videli, kako lepo izgleda. Vse v redu, tole kar gor položi. Da vidite, da so stvari odporne in v dobrih embalažah. In da smo v živo. To pa ne bi mogli skriti. Glej, jaz sem tukaj te parfumčke pripravila še takole posebej, ker mi da imava tudi eno prav posebno nalogo, da jih danes preizkusiva in povonjava. Jaz se tega zelo, zelo veselim, veš. Tudi jaz in verjamem, da bo to ena od tistih stvari, ki jih bomo seveda zelo z navdušenjem spremljali v današnji oddaji DM Life. Moram ti povedati, da jaz vedno rečem v takšnih trenutkih, da mi je kar malo žal, da ni še te funkcije, da bi lahko vonjali tudi preko ekrana. Tako da danes boste znova morali zaupati najinemu okusu, ampak verjamem, da ne boste razočarani. Mogoče še to, bi rekla, da je to darilo, ki ima hkrati in eno tako lepo simbolično vrednost in hkrati tudi praktično vrednost. Ja, seveda, zato ker danes smo vedno na strani lepih dišav. Zdaj tako, tukaj je treba res kar preudarno pomisliti na to, ali ima ženska rada morda kakšne močnejše parfume, take, ki so z njo cel dan, ali je ženska, kot recimo moja mami, taka, ki ne prenese teh nekih sladkih, mogoče bolj obteženih, karakternih vonjev, pa ima rada neke svežine, ki lahko tudi hitro izgine. Meni pa ti izginjajoči vonji recimo niso tako všeč. No, ravno zato te linije, kot je Latafa, so meni zelo, zelo všeč, ker imajo močne vonje, hkrati pa vonje, ki se dolgo obdržijo. Res za te, ki se dolgo obdržijo, so ponavadi vezani na kakovost. Tako da ja, če že kaj izbirate, pol izberite raje kakovostne parfume in tudi za vsa darila to velja. Raje manj pa naj bo tisto kakovostno, kakor pa da je milijon enih plastičnih stvari, ki sploh ne vemo, pridejo človeku prav ali ne. Ker ni vse praktično, tudi zares praktično. Tako, in tudi ni vse o kvantiteti, ampak predvsem o kvaliteti. Kar vam pa zagotovo lahko zagotovijo v DM-u, tako da kar pogumno. Mogoče še to, tole je tudi darilo, ki bi lahko rekli, da je osebno, ne? Ker da ti podariš nek von, to se pravi, da moraš človeka vsaj malo poznati. Zdaj,
ta izbira tega seta je pa na nek način tudi varna izbira z tega vidika, da so tukaj 4 vonjave. 4 vonjave, že po statistiki to pomeni, ne, da verjetno vsaj ena od 4 bi pa morala biti tista, s katero bomo obdarovanko zares pocrkljali in zadeli v dušo. Tudi priročni, v priročnih pakiranih še vedno, torej ni to najmanjši parfum, ampak je pa embalaža in velikost primerna tudi za torbico, ker mislim, da je v tem norem tempu življenja, ko ponavadi se pač naparfumiramo zjutraj in potem se zgodi cel dan in včasih pač je nek dogodek, ravno zvečer pa bi bilo dobro osvežiti malo pa ta naš parfum. Tole je res super ideja. Kaj praviš? Pa seveda so tudi lepe embalaže. Potrudili so se za to, da je vsaka steklenička videti taka elegantna, da ima tudi pridih nečesa malo bolj luksuznega, sploh s temi zlatimi obronki, tako da tudi če jo postavimo na kakšno omarico v kopalnici, pa sprejmemo visoke goste, mislim, da ne bodo nezadovoljni s tem, kaj vidijo pred seboj. Absolutno. Jaz si bom drznila, glede na to, da sem tukaj, pa da sem užival, pa me ne moreš ustaviti. Dej. Bom tole vonjavo poslala v zrak. Ta je pa nekaj taka, ki bi bila meni všeč. Sladkasta je, čuti se, da je močna, ampak ne zdaj obtežena. Ja. Se lahko mogoče malce pogledava, kaj mislim, da se ona imenuje Candy. Candy! Mislim, da je to kar super. Pa te, v bistvu ima malo citrusnih not, saj to zaznam, tukaj pa lahko prebereva, še sandalovino, pa nekaj vanilije, pa muska, to je pa tudi fino zato, ker. Pa mislim, da so te celo Biblija, vsak parfum je lahko unisex, torej za oba spola. Verjamem pa, da ravno s tem Candy se moški ne bi veselo špricali. Mogoče pa s kakšnim drugim. Ja, ne vem, mogoče s tem rumenim. Dejva še tega preveriti, si pripravljena? Sem. No, mislim, embalaža obita veliko. Malo bolj svež. Ja. Malo bolj svež. On je v bistvu res take barve, a veš, kaj so cvetlice, potem pač te čebelice nam pristajajo za to, da vlečejo ven med in vse, to je točno ta barva. To je parfum, ki bi se mu lahko reklo tudi pomladni. A ni tak pomladni von? Res je. Je še malo tudi sladek, ni še čisto tisti najlažji von, ki ga recimo mogoče radi nadenemo poleti. Ima še malo tega sladkega pridiha, ampak hkrati pa že nakazuje, da se vse skupaj odpira in cveti in dozoreva. Res je. Poglej, kaj piše, glavne note so mango, kokos in pasijonka. Tako da si dobro zaznala. Bravo! Pomladki se spogleduje s poletjem. S poletjem. Zdaj so pri tem belem parfumčku, torej iz kolekcije Jara, 4 fantastični voni, zdaj odkrivava tudi iz prve roke, za Ano Marijo. Ja, ta je pa tak, ki bi si ga lahko tudi kakšen moški nadel. Ta bi bil lahko unisex, se strinjam. In še eden nam je ostal, si pripravljena? Ja, seveda, da sem. Ta ima pa tako lepo pastelno barvo. Bomo videli, če se opada tudi z vonjem v steklenički. Da se malo razkadijo pretekli vonji. Lejte, mi dve res želiva testirati in povedati, ne zdaj, ne? Naredili smo oblak vsega lepega, zdaj smo zmešali vse letne čase. Ampak bova zmogli? Kaj se nam obeta. Bova, ja. Ja, ta pa lepo pade. V bistvu, veš, na kaj me spominja? Na sveže preoblečeno posteljnino, malo da bi se zavil v neke tople rjuhe in tudi lahko bi bil poletje, pa res je primeren pa tudi za zimo. Res ima ene take zelo intenzivne zbadljaje, ki pa pokaj se usedajo, postanejo taki zelo nežni. V bistvu je to kar ženstvena kolekcija, no? Mislim, da bi bila z vsem izmed njih zadovoljna. Jaz mislim, da so tole voni za vse priložnosti v vašem življenju, ali pa lahko rečemo tudi za vse letne čase. Tako da z enim takim setom je kar več muh na en mah, bi človek rekel. Bi rekla, da so pa takšni seti primerni tudi za darilo, ki recimo ni vezano na poseben praznik? Ja, vsa darila ne smejo biti sploh vezana na praznike, ker to že na en način izpodbije lepoto in milino vsega tega, kar mi hočemo obdarovati. Jaz mislim, da je priložnost za obdarovanje še posebej lepa, če najdemo kakšen trenutek, ki ni nujno rojstni dan, božični prazniki, pa seveda vsi materinski. Cilom prilike obdarovati, mislim, da se to v darilu tudi čuti. Če pa je to nekaj majhnega, nekaj čisto, kakor tista kremica, ki smo jo pokazali, veš, da bo dami prav prišla, da si jo flikne v torbico ali pa jo morda ima v avtu, zato da si malce navlaži roke, v tem času koža postaja zelo suha, da si malce navlažimo roke, pa vedno imajo take lepe esence, da si kar malo polepšaš dan. Tako da si v eni minuti lahko narediš v bistvu tak priročen spa, tako da pa pri Afroditi gre tudi za slovensko podjetje, ki ga z veseljem podpremo, za dobro poslovno zgodbo, ki jo seveda prave dame znamo ceniti in z veseljem podpremo. Točno tako. Mogoče še kakšno univerzalno pravilo pri izbiri darila za ženske? Ja,
Manj je več. Čeprav to mogoče, upam, da mi ne bo katera dama zamerila. Ne, ti lahko rečemo tudi več je več. Nikoli ne morate dati preveč. Vsekakor pa ja, ne bo tisto pametno izbrano, ne pa samo zato, da je samo sebi namen. No, naslednji izdelek, ne? Ja, lepo je to. A ne? Jaz sem to rada. Evelin pozlačeni uhani, obročki s kristali, če sem čisto natančna, res lep kos. Zdaj tudi vemo, ne, krogci znova prihajajo v modo in opažam, da v zadnjem času se res ženske odločajo tudi za to, da nosijo več uhanov hkrati. Recimo, te uhančki so še vedno dovolj majhni, da jih lahko recimo nadanejo tudi ženske, ki imajo več lukenj, pa bi si recimo želela luknica, ne, in bi si mogoče želele torej nekako ta predel dopolniti videz. Ja, ti imaš recimo tukaj en kar dober kos nakita, ki je kar tak impozanten, ampak z enim manjšim krogcem bi se ga res lahko lepo dopolnilo, mogoče za večerni luk. Pa to je res taka majhna stvar, ki jo imaš lahko priročno spet spravljeno v torbici, hkrati pa je to čist proper nakita, ne gre za neko krajno bižuterijo, Evelin slovi kot znamka, potem da daje visoko kakovost za zelo, zelo primerno ceno, ker seveda dame, ki rade živimo v teh prehitrih časih in v časih, ki so čedalje bolj dragi, rade živimo ekspeditivno. Tako je. Zelo dobro izraz si uporabila. Ne samo dobro darilo, ampak tudi dobro darilo sami sebi. Kajti tudi to je en način obdarovanja, ki je zelo, zelo pomemben in upam, da ni, drage dame, pri vas zanemarjan. Da si privoščite tudi kaj za sebe. To se pravi, bi recimo ti lahko te uhančke podarila tudi sama sebi na en mogoče slab dan, ko bi se želela malo dvigniti, pa malo pocrkljati, bi se rekla, evo, danes pa nekaj zame in za mojo dušo. Tako, ali pa na hitro prevetriti styling. Ali pa, če recimo odidemo doma prehitro, da bi si nadela neke čisto baza uhane, ki bodo pasale na vse do večernih priložnosti, je seveda obisk poslovalnice lahko zelo, zelo hitra in enostavna in dobra rešitev, kajti takoj se nekaj malega zablešči, pa spet, gre za kakovost, kar pomeni, da do večera ne bodo naši ušesa zelena od oksidacije in vsega tega. To je meni kar pomembno. Absolutno. V vsakem vogalu dobimo že nekaj, kar diši na zlato, ampak če pa je to kakovostni del bižuterije, je pa to kar hvale vredno. Absolutno. Jaz zdaj tukaj gledam na tele naše luči, kako se lepo tudi lesketajo. Si omenila s temi kristalčki, so lepo posuti. Upam, da boste lahko to videli tudi vi preko svojih ekranov, ampak res en tak lep lesko dajejo. Mogoče tudi to, da so torej nekako v osnovi zlati, ampak ta dodatek gor je pa potem torej belkasto srebrn, kar nam spet poveča možnosti kombinacije, a ne? Upam, da se je videl malo ta sjaj, sicer pa upam, da nama verjamete na besedo nekaj, kar mislim, da smo zdaj obe ugotovili, bi z veseljem nadeli tudi sami. Pa tako je, tako so diskretni oziroma in unikatni tudi po svoji obliki, da jih lahko podarimo v zelo širokem razponu let. Tudi to. Da ne gre kot mačka okoli vrele kaše. Primerni so tako za nekoga zelo mlado žensko osebo, kakor tudi za gospo v zrelih letih. Nobena se ne bi branila tega kosa, zato ker je pač res univerzalen na tak način. Komu bi jih ti recimo podarila, če smo zdaj kar konkretni? Imaš koga v misli? Ja, to bi lahko praktično komorkoli, lahko bi 13-letni nečakinji, lahko bi pa tudi seveda svoji mami in bi totalno šlo v kontekst tako ali drugače. Mogoče še to ti je všeč, če recimo za darilo dobiš vsestranski kos nakita, ali bi si želela kaj bolj posebnega, ker mogoče bo pa zdaj kdo rekel, to je pa malo varna izbira. Kaj praviš? Seveda, je varna izbira in tukaj ne bomo slepo mišili in sama sem seveda stranka, ki sprejme tudi kaj bolj pompoznega, kakšen res močen kos nakita, zato ker tudi imam tako službo oziroma take opravke, da to dejansko manj kje nosite. Zdaj pa, če za nekoga vemo, da je strokovna uslužbenka v kakšnih izjemno higiensko, visoko organiziranih okoljih, kar pomeni, da sploh ne more imeti kaj dosti ročnega nakita, ki je za veliko razkuževanja, potem je nesmiselno, da ji podarjamo neke bogate prstane ali pa bižuterije. Sploh, če gre za stil ženske, ki taki močni nakiti niti ne pašejo, niti jih nikoli ne nosi. Tako da, če vsaj malo poznamo, pa se razmislimo, kaj bi, pogosto se pri nakupi daril dogaja še en fenomen. In to je, da v bistvu kupimo nekaj, kaj nam lepo. Čisto zato, ker nam je to fino kupiti, pa bi pa to, ne bo še drug zadovoljen. Ampak tukaj mogoče malce ego na stran, pa razmislimo, kaj bi pa zdaj njega zares razveselilo, pa da v bistvu izberemo tisto stvar. Tebi pa še vedno lahko kupimo tisto, kar nam paše. Zelo dobro rečeno, vidim, da nama tale tematika nakita kar leži, tako da predlagam, da ostaneva v teh vodah. Evelin ogrlica Metul pozlačena, mimo grede, tudi res čudovita.
mogoče tudi z neko simboliko, ne nazadnje vidimo, da gre za motiv metulja. Ja, lepa stvar. Pa tudi varna izbira, če morda ne vemo, ali ima obdarovanka prebodena ušesa ali ne. Če jih nima, potem tole z luknjicami ne bo šlo čez in bo darilo hitro neustrezno. Tole pa spet lahko, ker je metuljček, ne? To bi bilo za nečakinjo, zato ker je v bistvu ženska, ki šele vzcveta v pravi svet ženstvenosti in bo kot metulj poletela in je tako iz strani ene tete, se mi zdi, je taka lepa gesta. Ali pa seveda strani mamice, svojih hčerki odraščajoči, hkrati pa tudi vem točno, kateri prijateljici bi to podarila, zaradi tega, ker simbolno gledano metulja, ne, v bistvu se spogledali ženska, ki ima kakšno izkušnjo za sabo, pa kakšno modrost nosi seboj, toliko bolj ceni tudi simboliko darila. In metulj nosi močno simboliko, zato ker se iz bube v bistvu izleže v nekaj fenomenalnega. Zelo lepo si to povedala, si bila kar malo poetična, moram reči. Kako pa si recimo ti s takšnimi darili, ki imajo poseben pomen? A te recimo je to nek, mislim, vse veste, da ima aprila rojstni dan, ne moram malo preveriti, mogoče gleda tudi kdo od njenih domačih. Je to nekaj, kar bi si ti predstavljala recimo nositi tudi mogoče na kakšnem vodenju, pa hkrati po drugi strani še pa vedno dovolj minimalistično, da je pa primerno tudi za vsak dan, a ne? Se strinjaš? Ja, neprecenljivo je imeti en kos, ki si ga lahko natakneš zjutraj, pa gre z njim hitro na kavo, pa po poslovnih sestankih, nato pa zvečer tako še vedno uporaben, tudi če si nadanemo kakšno malce bolj brokatno toaleto. In to je meni itak super funkcionalno, ker včasih pride pri dogodkih tudi do kakšne časovne hektike, ki se seveda pri samem eventu ne sme poznati, je pa res, da je neprecenljivo. Vsaka minuta časa, ki jo lahko backstage pridobiš, in to je to nepotrebno nadevanje bogatega nakita zagotovo doprinese. Tako da to je kar hvale vredno. Naj še enkrat spomnim, na Ebelin ogrlice in uhane imate tudi 15-kratne točke od danes pa do nedelje, tako da res lepa priložnost, da izkoristite in mogoče že malo načrtujete tudi obdarovanje vaših dragih žensk v prihajajočem marcu. Imaš kakšen kos nakita, ki ga ne nosiš zaradi tega, ker je moden, ampak zato, ker ima eno posebno simboliko zate, ki je mogoče nekaj, kar ob čemer tebi zaigra srce ali pa te spomne na kakšno osebo, dogodek iz preteklosti? Ja, moj prvi kos nakita, pravi kos nakita, ki sem ga dobila še kot deklica od svojega srbskega sorodstva, sicer in to je zlatnina. Danes je nimam gor, zato ker pač puščam rada, dekolte odprt, zato ker nikoli ne veš, kaj lepega gor pade. Vedno smo pripravljeni za obdarovanje. Smo si zapomnili. Šalo na stran. Ja, to je moj prvi kos nakita, ki je zelo, zelo enostaven in v bistvu gre za preprosto zlato verižico, ki pa nosi gor obesek pika polonice. In ja, to je bilo neka vrste gesta, spet simbolno darilo. Jaz imam rada to vrstna darila, že od otroštva očitno, ki je imelo sporočilo, da seveda naj me sreča spremlja na vsakem koraku. Me spremlja še do zdaj. In ne tako ostane tudi še naprej, Ana Marija. Mimo grede, vprašanje tokrat za obe naju. Kaj vidve pričakujete za dan žena? Jaz bom zadovoljna z nekaj časa in kakšno tortico. To bi mi zelo, zelo pasalo. Vem pa, da bom obdarovana, ker sem mami, tudi za materinski dan, tako da se obeta res lep mesec in ta darila so najbolj prisrčna. Včasih so iz potlačenega kosa papirja, ki se je nekdo umetelno res vzel čas za to, da z najljubšo voščenko nabarva moj najljubši simbol, ki je srček, ampak imam srečo, pa imam sina, ki zelo, zelo zna pomisliti na to, koga obdaruje in kaj so nam ljube stvari. Tako da, če sem v kaj vcepla, sem vcepla to, da bo znal obdarovati. Gre za vsakega moškega zelo, zelo lepa lastnost, gospodje, če nas spremljate. Ja, absolutno. Lepo vidim, da lepo vzgajaš svojega sinka. O tem, da je drugič, ampak lepo nas danes tudi spremlja mogoče? Mislim, da bo počas čas za umivanje zobk. Bi rekla. In spavanje. Bi rekla. Spremlja hitro. Še moj hiter odgovor na to, kaj si pa jaz želim za dan žena. Jaz sem zdaj malo pomislila na demo asortima in bi recimo rekla, meni so te dišave za, to se pravi ta... Bubble bath. Ja. Medtem, ko se, ja, seveda. To. Trenutki, ki si jih lahko naredimo doma, so meni neprecenljivi. To recimo, ali pa po drugi strani tudi dišave za difuzor, da ti lepo zadiši po domu. Tako da, mogoče, ker jaz vem, da tudi del moje šlahte pa zdaj posluša, pa mogoče, če si kdo kaj zapomne, mislim, ne bom nič jasna. V glavnem, sem si za to, da se zdaj predstaviva še k enemu zelo praktičnemu darilu. Ja, tu pa sem vedno na strani praktičnosti, sploh še daril, pri meni tudi ne morete zgrešiti, če takega.
Tada! Tako, torej Dontoden, zvočna električna zobna ščetka Sonic Power, tudi na to zobno ščetko 15-kratne točke, torej na Dontoden električne zobne ščetke in verjamem, da je to res ena taka ugodnost, ki bo vsem tistim, ki ste razmišljali o nakupu električne zobne ščetke, pripomogla k temu, da pa mogoče ta nakup opravite prav v tem tednu. Praktična darila mnogokrat naletijo sicer na deljena mnenja. Se strinjaš? Ja, seveda, zato ker si vsak želi, da bi bo s tem, kar prejme darilo, nekaj posebnega. In če ti daš nekaj pretirano praktičnega, lahko naleti na malce bolj zaprta vrata, tipa, aha, nisi se niti potrudil. Ampak spet, če vemo, koga obdarujemo, pa vemo, da je na strani praktičnih daril, potem ga lahko pa zelo, zelo osrečimo. Potem bo pa njemu pomenila, oziroma njej, če že govorimo o ženskih obdarovanjih, bo to pomenilo veliko več, kot če bi dobila kup nekih semi uporabnih daril, za katere nismo niti sami dobro vedeli. Sploh recimo pri kakšnem odtenku šminke. Je to zelo, zelo lahko hitro neprimerna izbira. To raje prepustimo njej. Pa jo raje obdarujemo s kakšno darilno kartico, da si sama lahko to privošči. Ko se pa tiče teh praktičnih zobnih ščetk, pa s tem damo še eno lepo sporočilo, da skrbimo ne le za njeno lepoto, temveč tudi za njeno zdravje. Zato, ker zdravje se začne v ustih in z dobro ustno higieno, tukaj pa je ta Ana Marija, v bistvu bomo lahko še bolj zažarele v vsem svojem sijaju. Zakaj? Zato, ker lep nasmeh je najlepši okras. Zdaj si že odgovorila na moje vprašanje, ker jaz čisto super. Jaz sem te želela v bistvu vprašati, če bi bila ti vesela, če bi dobila udar tole zobno ščetko. In mislim po vsem tem, ker si povedala, da je odgovor pritrdilen, popravi me, če se motim. Res je, seveda. Jaz sem vesela praktičnih daril. Zdaj te bom pa jaz nekaj poprosila. Poprosila te bom, da ti tole malo odpreš, medtem ko bom jaz v bistvu povedala nekaj teh splošnih značilnosti te zobne ščetke. Polnjenju pa to zato, ker je v bistvu kar enostavna. Zakaj pa vem? Zato, ker eno tako celo posedujem. Potem pa jaz tudi skrbim za zdravje svoje družine in tudi imamo Dontoden ščetke. Potem pa te sploh ne bom več ti dajala navodil, ti tole lepo prosim odpri in zloži tukaj le na mizo, da bomo si lahko seveda vse te delčke tudi pobližje ogledali, da si boste predstavljali, kaj vse dobite v tem paketu. Sicer pa naj povem, da Dontoden zvočna električna ščetka Sonic Power omogoča res napredno čiščenje zob, ker ima do 35.500 vibracij na minuto. Takole jo lepo seveda potem sestavite. Tudi dizajn, moram reči, zelo lep. Ščetka ponuja 4 različne programe čiščenja in tudi jo lahko nastavite glede na intenzivnost. To se pravi, vam res omogoča, da si jo prilagodite. Lahko 3 tresljaje celo izprobaš. Dobro. Potem, ko jo po vseh zobnih ploskah dajemo levo, desno, ona res temeljito očisti zob. Mi take tehnologije v rokah pač žal nimamo. Seveda. Teh tresljajev. Niti pa moči takšne ne. Za masažo, da jo čistiš, da je beljena in za občutljive dlesni. Prilagodite res vaši ustni specifiki in to mislim, da je res ena dobra zadeva. Vgrajen tudi 2-minutni časovnik, to je nekako priporočen čas ščetkanja. 4-kvadratni opomnik poskrbi tudi za temeljito nego, pa litij-ionska baterija omogoča do 3 tedne uporabe samo z enim polnjenjem. To pa je kar veliko. Mislim, tudi če gre človek na dopust, da ne rabi tega polnilca s sabo imati, bodimo iskreni, da je zdaj ne vem kako velik, ampak sploh, če greš na avion, vsak gram šteje. Si pa že prej lepo rekla, dobra ustna higiena je temelj zdravja. Se ti zdi, da je skrb za zdravje in dobro počutje danes v bistvu postala že neka nova oblika razvajanja? Kaj bi rekla, Ana Marija? In ravno taka tehnologija nam omogoča, da se na ta način razvajamo tudi doma. V starih časih pač to ni bilo mogoče, je bilo to mogoče bolj domena privilegirancev, zdaj pa si lahko z malce preudarnih nakupov to omogočimo tudi sami doma. In jaz, ki zelo cenim diskretnost in seveda svoj čas, si res najraje namenim ravno take domače spajanje. Ja, tukaj se strinjam s tabo in mogoče še en dober namig za prihajajoče ženske praznike, mogoče pa lahko med vsemi temi lepimi darili, ki smo jih danes ponudili, vaši dragi organizirate tudi pol dneva zase. To se pravi, da ji pustite mir, da jo ne kličete, ne obremenjujete s kakršnimi koli zadevami, po otroke greste tisti dan vi, dragi moški, in da je tudi to en del darila. Mislim, jaz bi bila tega recimo zelo vesela. Ja, ti imaš rada pač čas. Čas zase. Ga zelo ceniš. Ga zelo cenim, res ga. Vedno bolj. Lahko podarijo je v bistvu to. Ja. No,
ali pa DM-ovo darilno kartico. Tukaj smo tudi zelo blizu nečemu, kar pravzaprav izpolnjuje skoraj da vse želje. Kot že omenjeno, pokazali jo bomo predvsem tudi zato, ker bo 5 srečnic oziroma srečnežev tole kartico z naloženimi 50 € tudi dobila. Takole, tukaj je ta lep motiv, seveda te motivi so sicer tudi različni, tako da si lahko prilagodite, tudi glede na priložnost, motiv, ki vam pač ugaja. Bi rekla drugače, da je kartica tisto darilo, s katerim ne moremo zgrešiti, ali je hkrati to nekaj, kar se ti pa mogoče zdi, da ni ravno dovolj osebno za darilo? Čisto iskreno mnenje. Zdaj, če imamo na drugi strani nekoga, ki je zelo petičen po svojem izboru in ima rad take stvari, ki buščijo vanj, pa so zelo povedne, potem mogoče to ne bo najboljša izbira. Za tiste pa, ki so na strani praktičnosti, je pa to idealno. Zato, ker si lahko privošči nekaj zase, hkrati si pa še pomaga pri nakupih tistih čisto praktičnih stvari, ki jih imamo vsi radi. No, jaz sem zagotovo ena od tistih, ki pravim, da je svobodna izbira najlepše darilo. Po drugi strani pa lahko tudi to svobodno izbiro, praktično izbiro, lepo osebno obogatimo. Tukaj je recimo tudi prav prostor, namenjen ali kakšnemu lepemu verzu, vašemu posvetilu. Mogoče tukaj še moj nasvet, vem, da zdaj vsi pridno uporabljamo ChatGPT, ampak ne bodo te misli vaše misli, ne bodo napisane lepo na roko, ne pridejo iz srca, tudi če mogoče ne bodo zvenele tako poetično, kot bi, če bi, ne vem, vers prepisali, dajte malo sebe noter. Se mi zdi, da potem tudi eno tako, mogoče na prvi pogled, res predvsem praktično darilo lahko obogatimo in povzdignemo na čisto eno drugo raven. Se strinjaš? Zelo lepo si povedala. Ja, ali pa ne vem, ali pa mogoče tudi kakšne rožice, glej, sej, lahko je to tudi del darila, tudi znesek, seveda vi prilagodite, znesek, ki si ga želite dati na darilno kartico, naj bo prilagojen, tudi temu, če boste seveda priložili še kaj zraven. Še en namig, torej, poleg tega pa tudi način, da se izognemo kakšnemu darilu, ki ga slavljenka že ima. Tudi to recimo je ena taka zadeva. A se ti je že kdaj zgodilo? Prisotna na zabavi, ko so se vsi odločili za določen tip artikla, ne bomo zdaj pomenovali, potem je bilo vsega tega, pa še sama ni vedela, ali bo to sploh všeč ali ne. Ampak tako dama je vsakega darila vesela in tako je tudi prav. Se v bistvu gre za gesto bolj, kot pa za to, kaj čisto točno. Res je. Mislim, da pri vsej tej dinamiki obdarovanja, ki se zdaj dogaja, pri vsej tej možnostih izbire, mislim, da res težko zgrešimo. Mogoče še zadnje vprašanje, kaj bi si ti izbrala v DM ponudbi, če bi recimo dobila darilno kartico, kaj bi bilo tisto, po čemer bi posegla? Zagotovo, ker vem, da bi tisti, ki bi me s tem obdaroval, želel, da si privoščim čase, bi posegla po kakšnem takem enostavnem kosu nakita, ali pa, če bi mi ravno pošla, bi si takrat kupila kakšno šminko, se pravi statement kos, nekaj tazga, ki bi bilo res za darilo. Vse ostalo pa bi porabila za tiste čisto praktične zadeve, kar bi me iskreno kar zelo osrečilo. Zdaj pa še en povzetek za konec, da vam res mogoče olajšamo prihajajoče tedne, ko boste izbirali darilo za vam drago žensko. Katere 3 glavne stvari, ki smo jih mogoče tudi danes že omenili, bi si bilo dobro zapomniti, ko razmišljamo, kako obdariti žensko? 3. Ja, vedno pomislimo, kako razmišlja ta ženska, ki jo želimo obdariti, zato da bomo lahko naredili personalizirano darilo, torej nekaj posebej na njo. Potem seveda razmislimo o svojem budžetu. Brez veze, da spravimo sebe v slabo voljo, zato da bi nekoga drugega zadovoljili in včasih je pravilo manje več. In zdaj, če ordinirate žensko, kot sem jaz, razmislite tudi o praktičnem vidiku darila. To je tudi lepo. Hvala lepa. Ne samo za nasvete, predvsem tudi zato, ker si nam danes prinesla eno fajn energijo, sem bila v naš DM studio. In pa tudi zato, ker je bilo lepo poklepetati s tabo in smo res dobili konkretne nasvete. Hvala, tudi s tabo je bilo lepo. Hvala. Te povabim tudi k ogledu naslednje oddaje, ki bo torej na sporedu čez 14 dni. To bo 1. marčevska oddaja, ki bo padla prav na 1. marca, kako prikladno. Govorili bomo o negi kože na obrazu z gostjo Tjašo Kokalj-Irala. Vem, da ste sicer odpoznata in da... Odlična tema za Tjašo, mislim, da bo razveselila ne samo svojo prisotnostjo in znanjem, ampak tudi s kakšnim zelo uporabnim nasvetom. Tako, vas pa naj razveselijo tudi lepe ugodnosti. Se veste, do nedelje 15-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke in tudi na te podlinije, ki smo jih omenili, predvsem pa držim pesti, da se znajdete tudi med nagrajenci. Srečno do prihodnjič. Ciao.